V gostišču pri Martinu je pretekli petek potekala volilno-programska skupščina stranke Desus Slovenska Bistrica. Za novega predsednika so izvolili Ivana Kumavra, ki je nasledil Bojana Fajsa. Na skupščini so prisluhnili poročilom o delu občinske organizacije v obdobju 2020-2024 in sprejeli program za prihodnji 2 leti. Spredje našega programa bo, da nadaljujemo program do leta 2026, potem pa se tudi aktivno moramo začeti pripravljati na nove državnozborske volitve ter volitve z občinskim merilom. Naša želja je, da v naslednjem mandatu dobimo se vsaj 3-4 nove svetnike v občinskem svetu, ker lažje bomo takrat uveljavljali ciljne točke našega programa. Ker sedaj sem sam v občinskem svetu, ampak moram reči, da sem zadovoljen, da tudi prisluhnajo mojim predlogom, mojim idejam, tako da zaenkrat sem zadovoljen, bom pa delal na tem, da tako sem že prej omenil, da še enkrat da dobimo vsaj 3 nove svetnike v občinski svet občine Slovenska Bistrica. Skupščine se je udeležil tudi novi predsednik stranke Desus, Vlado Dimovski. Najpomembnejši cilj, politični cilj je priti v parlament, ker edino tako bo lahko stranka Desus zagovarjala nek določen program, ki bo temeljil predvsem na tem ojačati vlogo starejših, ampak ne le starejših, preko neke medgeneracijske pogodbe oziroma medgeneracijskega sodelovanja povečati tudi neko povezanost družbe. Slovenija se namreč razslojuje in naša ideja je, da bi tudi stranka Desus pripomogla k neki večji koherentnosti naše družbe. Seveda so pa potem programi oziroma ta program za nekatere cilje, predvsem je to pokojninski sistem nedvomno, pa socialni sistem. Mi smo se odločili, da bomo delovali sistematično, torej ne samo na paberkovanje nekaterih določenih ciljev, ampak predvsem sistematično dogotoviti tisto, kako in na kakšen način sprovedati nekaj, kar bo izboljšano sistem in njegovo učinkovitost. Vidimo recimo na zdravstvenem sistemu je cela vrsta nekih pobud, ampak problem je seveda te neka trenja, ki onemogočajo potem implementacijo tudi nekih določenih aktivnosti. Potem je šolski sistem, ker smo nedvomno seveda vsi povezani. Šolski sistem je pomemben zato, da opolnomočimo mlajšo generacijo, mora biti tudi starejša, da bo bolj usmerjena k temu nekemu pridobivanju znanja, k neki kreativnosti, seveda pa da bo tudi uporabljala določene izkušnje, ki jih imajo starejši za nek nov ciklus. Naj povem, da stranka Desus je v novem ciklusu zdaj, kjer profil stranke se spreminja, tako vodstvo kot pokrajinski odbori, ko smo imeli priča danes, ki je bil občinska organizacija Slovenske Bistrice prišlo do sprememb, z ambicioznim predsednikom, ki bo seveda usmerjen v to, da bomo v bistvu kot stranka tudi prisotni na političnem parketu bolj, kot smo bili v preteklosti.